Dober dan, pozdravljeni danes v današnjem plavalnem Maxi klubu. Razloga sta dva. Prvi, ki ga radi ponavljamo, je ta, da bi radi v letu 2016 v Ljubljano povabili vse olimpijce. Olimpijski komitej Slovenije ima edino predstavitev na obali. Drugi razlog pa je Evropsko prvenstvo v plavanju, ki je pred nami v Londonu, in tja odhaja elita slovenskega plavanja, 15 plavalcev. Dva se upravičujeta, Janja Šegel ima šolske obveznosti, nekoč smo temu rekli mala matura, zdaj je to nacionalno preverjanje znanja, in pa Nika Karlina Petrič, ki je še v ZDA. Pa da ne bom predolg, tukaj z nami tudi predsednik Plavalne zveze Slovenije, Miran Kos. Miran, nekaj pozdravnih besed. En, dva. Torej, lep pozdrav v mojem imenu, drage plavalke, plavalci, trenerji, spoštovani novinarji. Aleks, tebi seveda zahvala za organizacijo te tiskovne konference. Včeraj zjutraj sem prišel z Londona, bazen še vedno stoji, vas čaka, vse je že pripravljeno. Bil sem na volilnem kongresu Evropske plavalne zveze, ki smo ga pač izvedli, vodstvo je ostalo enako, nekaj se je menjalo podpredsednikov in pa članov biroja. Slovenci kandidiramo za legal committee, se pravi pravni odbor, za odbor za daljinsko, za odprto vodno plavanje, open water swimming, pa za waterpolo. Te kandidate naj bi potrdil novo izvoljeni Len Biro na eni od prvih sej. Glede Evropskega prvenstva, ki je pred nami, želim seveda vsem plavalkam in plavalcem, da izplavate željene rezultate. Verjamem, da ste dobro pripravljeni, tako so mi vsaj zatrdili trenerji. Bil bi neskromen, če bi rekel, da ne pričakujemo medalj. Seveda jih od Damirja, jaz mislim, da je tudi Tjaša resen kandidat. Želimo si čim več finalnih nastopov, ne samo od kandidatov oziroma plavalk pa plavalcev, ki so odplavali A normo za olimpijado, ampak seveda čim več tudi od ostalih plavalcev. Ker sam ne bom prisoten na prvenstvu, vam želim, da prijetno odpotujete, se tam tudi lepo imate, predvsem dobro plavate in srečen povratek, s tem, da upam, da se ob povratku ponovno srečamo in proslavimo dobre rezultate. Hvala lepa. Tukaj na omizju z mano selektor slovenskih reprezentanc Miha Potočnik, pa potem trojica plavalcev, ki je že dosegla A normo za olimpijske igre v Rio de Janeiro v avgustu, Tjaša Oder, Anja Klinar in pa Damir Dugonič. Enostavno je omizje premajhno za vse, zato smo se odločili za takšno sestavo tukaj. In seveda najprej selektor Miha Potočnik, na zadnje zelo uspešno prvenstvo v Berlinu pred 2 leti, medalja, 4 finala, še 8 uvrstitev do 16. mesta. Izziv, ki ga pravzaprav tukaj lahko pričakujemo v Londonu, podoben izplen, kakšna so pričakovanja pred odhodom konec tedna? Dober dan. Ja, pričakovanja so podobna, kot so bila pred Berlinom. Lahko rečem, da je ekipa še malenkost močnejša. Kandidat za medaljo je prav gotovo Damir Dugonič. V disciplini 50 metrov prsna bomo videli, kako mu bo šlo tudi v še enkrat daljši disciplini. Tjaša Oder je v letošnji sezoni se odločila za trening doma, kar se ji obrestuje z odličnimi rezultati in mislim, da tudi ona sodi v sam vrh. Glede na fazo treninga težko nekaj podobnega rečem za Anjo, ampak definitivno pričakujemo eno medaljo ali pa najmanj eno medaljo, pa nekje 6 do 10 uvrstitev v finale. Tukaj po dolgem času tudi spet slovenske štafete. Kaj bomo vedeli, so postave znane in pravzaprav vsi nekako pričakujemo morda tudi olimpijsko normo, predvsem deklet na 4x200 prosto. Kakšni so cilji pravzaprav te cele skupine, zdaj smo bila pri teh najboljših?
Kar se tiče ženske štafete, lahko rečem, da je regularno izpolnila normo za evropsko prvenstvo in da tudi ob dobrem plavanju resno kandidira za nastop na olimpijskih igrah. Trenutno 12 štafet je uvrščenih svetovnega prvenstva v Kazanu, nizozemska in madžarska štafeta sta v letošnjem letu plavali že zelo dober rezultat, tako da nekje v borbi Španije, Avstrije, Hong Konga in mogoče še koga se bodo naše dekleta potegovala za 15. ali pa 16. mesto, ki še vodita na olimpijske igre. Moška štafeta je sestavljena bolj po sili razmer, praktično nimamo v tej postavi nobenega pravega 200 kralista, mogoče še najbliže je Anže Tavčar, povratnik v reprezentanco, Martin Bau in Grega Popovič sta srednje oziroma dolgo progaša ter Robert Žbogar je 200 delfinist, ampak glede na to, da vsi skupaj lahko odplavajo, bom rekel, kar dober čas in nekje cilj te štafete nov državni rekord. Hvala lepa. Tukaj je najboljša trojica, na glas se govori o medalji Damirja Dugonjića, pa Damir verjetno ne bo zameril, če davam prednost. Anja, kot najbolj izkušena, predvsem se v zadnjem času vedno pojavlja vprašanje okrog zdravja, je bila sezona približno taka, da se je dalo pripraviti do zdaj po tem planu pravzaprav do Londona in na poti do Rija? Ja, jaz mislim, da sem se kar v redu pripravila, je pa res, da sem imela to sezono kar nekaj ovirja, kar se tiče poškodb pa zdravja, ampak sem se kljub temu trudila, pa jaz mislim, da sem se v redu pripravila. Sicer ne za London, za evropsko prvenstvo, to je nekako ena vmesna postaja oziroma en sklop priprav za olimpijske igre. London bo torej bolj nekako ovinek na poti do Rija, pa kljub temu maratonski program napovedan, bo to res vse odplavano, kar tukaj piše, ali boste s trenerjem pa vendarle kakšno disciplino morda izpustila, ker je tukaj, če sem prav prebral, 6 štafet, 7 nastopov? Če bo šlo vse po načrtu, naj bi plavala vse, ker nekak cilj tega prvenstva je, da naredim čim boljši trening, da imam čim več štartov, čim močnejših štartov, ker nam to definitivno manjka, teh močnih tekem in bo to v bistvu kakor ena generalka pred olimpijskimi igrami. Kaj je možno reči, kateri bo tista disciplina, morda dve, kjer bo poudarek največji, kjer je izziv pravzaprav tukaj, tisti pravi, kjer bo šlo pravzaprav res na čas, na vse, na popoln izziv? Težko rečem, zdaj se nekako bližam isto pripravljam za vse discipline, ampak mogoče mi še najbolj trenutno laufa kravelj, tako da ne vem, mogoče 400-800 kravelj, glede na to, da je 400 mešam prvi dan, pa da nekako ne tempiram forme, me mogoče ta disciplina še najbolj skrbi, ampak se niti ne obremenjujem preveč z rezultati, želim si pač čim boljš nastopati, v kakršni formi pač bom in dati vse od sebe, to je tudi največji cilj. Še beseda dve v štafeti, na zadnje v Debrecenu 2012, pravzaprav neverjeten uspeh, sanjski razplet, ostala si edina od te četverice deklet. Vsi pravzaprav tukaj že ste se punce kaj pogovarjali o tej štafeti, kako, kaj, verjetno si nekakšen vodja tudi te male ekipice? Lih pogovarjali se še nismo, ker bom rekla, še nismo vse 4, ki bomo plavali, še nismo plavali skupaj, ampak jaz mislim, da si vse želimo narediti dober rezultat, ki bi nas peljal na olimpijske igre, tako da ne vem, jaz upam, da nam uspe. Hvala lepa. Tjaša Oder, pravzaprav prekinila akademsko kariero v ZDA zaradi olimpijskih iger. Že pred 2 letoma v Berlinu 2 zelo dobra nastopa, 2 finala, 1 4. mesto na 1500 metrov prosto. Bazen tudi poznamo v Londonu, s kakšnimi pričakovanji pravzaprav odhajaš na otok? Jaz si želim na 800 finala, boljše kot 8. mesto, ki je bilo doseženo v Berlinu. Na 1500 kravl pa imam malo večja pričakovanja, želim si višje mesto kot 4. v Berlinu, kar bi tudi pomenile stopničke in mislim, da sem to z novim osebnim rekordom tudi zmožna doseči.
Optimizem, od kje se je tako dobro delalo na pripravah, potem tekma v Banja Luki pravzaprav že lepa forma. Ja, z svojim trenerjem Gorazom pa državnikom smo letos kar dobro sodelovala. Vse treninge in tudi priprave sem naredila, kot se zagre. Zato tudi mislim, da se moja forma stopnjuje, kar se je pokazalo že v Banji Luki, ampak mislim, da sem zmožna to še samo potrditi in dober trening in vse in da lahko v Berlinu pokažem svoje mislim v Londonu pokažem svojo top formo. Izpostavljen je bil trener, kaj pa ostali plavalci Ravenskega Fužinarja. Nekako ste prevzeli vlogo prvega kluba s celo kupico pravzaprav reprezentantov. Je to vsak dan na treningu tudi oster trening, medsebojno primerjanje? Ja, z Gajo na tlačem delamo kar dober sparing. Ona me žene naprej na 50-100 metrov, jaz njo na malo daljših disciplinah, tako da je to kar dobro za mene in tudi za njo. Hvala lepa. Damir, vsi kar nekako napovedujejo in tako reč kot skoraj zahtevajo medaljo, kot da bi bilo to kar samo po sebi umevno. Je to breme ali pravzaprav je to cilj vseh skupaj enak, tako tvoj kot teh, ki to napovedujejo? Ja, jaz mislim, da breme bi bilo, če jaz tega ne bi pričakoval oziroma če ne bi bil to moj cilj. Definitivno je nek pritisk, ampak jaz vem, da sem dosti dober v tej disciplini, tudi dosti izkušenj imam, vem, da sem hiter in 50 je pač taka disciplina, kjer tudi če si nek favorit, ni nujno, da boš osvojil medaljo, ker smo vsi zelo blizu in včasih se pač ne izide. To je disciplina, kjer se da verjetno dvakrat pripraviti v sezoni ali večkrat. Kaj pa 100-metrska razdalja, le pravzaprav ena tekem do Rija ali tudi tukaj pričakovanja na 100-prstno visoka, velika? Ja, poudarek na treningu je celo leto bil na 100-metrski razdalji. Treniram za 100, ampak ponavadi je tako, da treniraš za 100, plavaš boljš 50, tako da verjetno bi mogel trenirati za 200, da bi plaval 100 idealno. Na 100 treniram zelo dobro, konstantno, se mi zdi, ta sezona je bila najbolj konstantno dobra na treningih, tudi tekme so bile dobre, tako da si želim napredka na 100. En mali napredek mi še manjka na 100, da bi bil da bi neko zagotovilo bilo, da bi lahko tudi finala na večjih tekmah plaval tudi 100 metrov in se tudi boril konec koncev za medalje, tako da na 100 si želim napredka. Nas čaka kakšno presenečenje, nekaj nastopov tudi na 200-metrski razdalji je bilo letos? Ja, to so trening tekme, sem plaval tudi osebni rekord letos na 200, ampak to so taki časi bolj za mladince kot za člane oziroma kadete. Ampak sem zadovoljen, vsak napredek je super, to je ena taka disciplina, ki je ne plavam z veseljem, ampak vem, da bi mi pomagalo za ostale discipline za 100 metrov. Vsi trije ste bili tudi udeleženci olimpijskih iger pred 4 leti v Londonu. Plavalci pogosto radi govorite o hitrem in manj hitrem bazenu, za nas laike je pravzaprav bazen dolg 50 metrov, notri je voda. Kakšen je ta londonski in zakaj pravzaprav je hiter oziroma ni hiter, kakšen je za tebe ta bazen? V Londonu se mi zdi, da je dober bazen, tudi svetovni rekordi, predvsem v moji disciplini je bil postavljen tam obakrat. Ja, hiter bazen je ponavadi tisti, kjer plavaš osebne rekorde. Vsi bazeni so enako dolgi, zdaj enim paše, da je bazen bolj globok, enim, da je malo bolj topla voda, enim meni paše, če je ogromno gledalcev, če je dobra atmosfera, seveda pa, če si dobro pripravljen, niti ni važno, kak je bazen. Gledalci verjetno bodo. Torej, to je ta trojica naših trenutno najboljših plavalcev. Tukaj na moji levi strani pa pravzaprav še cela falanga drugih in prav je, da pravzaprav se predstavijo in da tudi oni povedo kakšen stavek o svojih pričakovanjih. Gaja, ti si pravzaprav že dolga leta članica te reprezentance, tudi v Berlinu
zelo dobre dosežki, uvrstitev med 16-terico. Manjka pa ti morda še Rio de Janeiro. Kakšni so tvoji izzivi za London? Je to lovljenje olimpijske norme, je to lovljenje osebnih rekordov in čim boljših uvrstitev? Ja, jaz v Londonu pač pričakujem boljše uvrstitve, kot sem jih imela v Berlinu. Ne manjka mi niti toliko do finala na 1500 prosto. Na 800 kravl pa norma mislim, da je dosegljiva. S tem se ne bom kaj preveč obremenjevala, ker pač, če se preveč obremenjuješ, je včasih slabš. Če bo, drugače pa imam še pol, čez 4 leta tudi priložnost. Naslednja ob njej Špela Bohinc. Špela, za tebe niti ne vem, no, letos si precej časa namenila šolanju. Je bilo dovolj časa tudi za optimalno plavalno pripravo? Glede na to, da sem imela februar pa polovico marca probleme z ramo, poškodovano ramo, sem zdaj 2 meseca v normalnih treningih, tako da pričakujem osebni rezultat. Pustimo se presenetiti. Tjaša Pintar, nekaj časa smo te čakali, vrnitev, bila si že v članski vrsti, sedaj se vračaš, tudi štafeta. Kakšne so tvoje skrite želje za London? Je to ta štafeta morda olimpijska norma ali so bolj pomembni individualni nastopi? Jaz si želim predvsem osebnih rekordov. Štafeto mislim, da se bomo vse maksimalno potrudili, pa bomo videli, kam nam to prinese. Anže Tavčar, mislim, da Univerza Indiana. Decembra zelo dobri nastopi, uvrstitev reprezentantov, potem pa nekako čez lužo težko spremljamo dosežke. Kaj je pravzaprav sledilo, kakšna je pripravljenost v tem trenutku? Ja, po državnem prvenstvu sem imel konferenco, pa NCAA prvenstvo, tako da London je moje 4. popuščanje, bomo videli, kaj bo. Imam sicer svoje želje, ampak gremo na polno in kar bo, se ne obremenjujem. Že svoje želje razdeli z nami, kaj pravzaprav si želiš? Osebni rekordi, sploh na 100 kravl. Še naprej Nastja Gavajšek. Nastja pred 4 leti v Londonu, malo presenečenje takrat, zelo mlada. Danes se vračaš v London, verjetno željo po Riu. Ja, tedy je to bilo neko presenečenje, nisem pričakovala, zdaj pa je v bistvu cilj jasen, želja je. Tako da upam, ja, da se mi uspe zdaj uvrstiti. Bo to popolnoma vse podrejeno disciplini 100 delfin? Ne, glavno tudi druge discipline, tako da pričakujem tudi osebne rekorde na drugih disciplinah, polfinala. Grega Popovič, lani mislim, da še v Bakuju kot mladinec na Evropskih igrah, letos že v članski vrsti. Nabiranje izkušenj Grega, soočanje s pravzaprav v narekovajih te pravimi velikimi fanti, ki pravzaprav že dolgo oblikujejo ta evropski vrh ali tudi kakšna druga želja? Ja, cilj za letošnjo sezono je bil prvo uvrstitev v London. Zdaj pa še izboljšanje osebnih rekordov, še posebej na 1500 metrov, kar mi ni uspelo v Banja Luki, tako da bomo videli. Rio bržkone še ne, oči že usmerjene v Tokio? Ja, šolanje bom nadaljeval v Ameriki, tako da bomo videli, kaj bo čez 4 leta prineslo. Martin, pravzaprav vsako leto korak, dva, velik korak, dva naprej v plavanju, lani potem fenomenalen dosežek decembra na mitingu v Mariboru in pravzaprav na nek način skoraj da že 100% pot tudi v Rio de Janeiro. Že v Londonu napredek teh časov ali je vse podrejeno Rio, ker 1500 metrov bržkone se ne da na vsake 2-3 mesece biti v top formi? Ja, decembra mi je uspel en dober dosežek na domačem mitingu, zdaj pa sem se tudi na London poskušal čim boljše pripraviti in upam, da odplavam tudi to A-normo za olimpijske igre, da bom po Londonu siguren potnik na olimpijske igre. Torej osebni rekord. Vesel sem, ker razpoloženi odhajate v London. Robi Žbogar, tudi že dolga leta v reprezentanci, na zadnja olimpijada London, ja, tokrat Rio, košček manjka. Je to izziv v Londonu ali so izzivi drugi? Ne, izziv je jasen, norma za olimpijske igre na 200 delfin, za kar se tudi pripravljam, tako da nimam kaj drugega povedati, tako da to je to. Peter, zelo dobri nastopi marca na NCAA prvenstvu,
to smo še videli, pa potem, kaj je sledilo po marcu, vedno nas je nekako malo strah, da v Ameriki po tem tekmovanju nekoliko popustite v treningih, si uspel te 2 meseca pravzaprav ohraniti formo oziroma jo dvigniti na nekakšen nivo, ki bi dovoljeval tisto, kar si želiš tukaj dosežeš sam. Ja, za NCAA sem se v bistvu pripravljal spustil treninge samo za en teden. Po NCAA sem v bistvu imel tudi long course tekmo, kjer sem plaval osebni rekord 1:1:2. In šel direkt nazaj v trening, polne treninge sem delal dober mesec pa pol zdaj do Londona. In kazal sem dobre rezultate na treningih, tako da moj cilj je lov na olimpijsko normo, na 100 prstna. Se pravi 1:1:2, da ponovim minuto, sekundo na 100 metrov prstna. Ne? Dobro, in še tukaj Tjaša vozil. Tjaša, nekaj zelo dobrih sezon za teboj, potem pa nekako na največji tekmi morda ni šlo. Bo letos drugače, kaj si pravzaprav sama, si si postavila kot cilj v Veliki Britaniji? Ja, zadnjo svetovno prvenstvo, pač lani v Kazanu res ni bilo najboljše. Letos verjamem, da sem se zelo v redu pripravila. Pač odhajam v London željo, da odplavam osebne rekorde, kar pomeni pač tudi norma za olimpijske igre, do katere mi v bistvu na 100 metrov prstno manjka par stotinkic. V bistvu jaz bom dala maksimalno od sebe in upam, da bom to delo, kar sem ga naredila, realizirala. Hvala lepa, na kratko smo slišali plavalne cilje. Tukaj je kar nekaj mojih kolegov v občinstvu. Je kakšno vprašanje že v tem trenutku? Očitno smo bili izčrpni, kot nam ravnokar sporoča Televizija Slovenija. Jaz se vam zahvaljujem, vam želim obilo sreče na tej tekmi. Nekaj minut boste tukaj še ostali za individualne razgovore, pa fotografi so zaprosili tudi za kakšno skupinsko fotografijo, pa je po mojem najprej naredimo kar to fotografijo, potem pa še kakšna individualna zadeva. Hvala lepa. Sam sem pravzaprav si naročil še eno stvar, jo pozabil, ne vem, ali so to leta ali je nervoza. Teden dni po Londonu bo v Kranju zadnji miting za doseganje olimpijskih norm. To pravzaprav vsi vemo, ampak včeraj sem dobil informacijo iz Kranja, da to ne bo samo miting, kjer se bodo dosegale norme. Zato je tukaj v naši sredini nekdanji selektor plavalnih reprezentanc. Roni, mislim, da sobota. Kaj nas čaka v nekaj stavkih? No, ob tej priložnosti bi vas rad vse kolege novinarje oziroma vse medijske hiše povabil na zaključek kariere Charman Anje, ki bo po 22 letih v bistvu sklenila svojo športno pot. To bo potekalo v soboto 28. Pred začetkom popoldanskih final, se pravi tam ob cirka 16:30. Anja bo skočila s svojimi bivšimi kolegi iz reprezentance takrat v vodo, odplavala zadnjih 50 metrov in se potem tudi uradno poslovila. Mi kot plavalni klub Triglav bomo tudi potem pripravili neko zakusko, kamor ste seveda tudi vsi novinarji vabljeni. Kar pa se bojim, glede na to, kar se v Kranju dogaja, se verjetno sami veste, ker ste mediji, pa pač ta naš župan in pa podžupan nekako nimata tega razumevanja za plavanje v Kranju, tako da se bojim, da namo še plavalnega kluba Triglav zaprli istočasno, ko bomo Anjo poslovili. Hvala. Ja, če si ravno izvaj, pravzaprav na mestu, da poveš še 2 stavka o tej situaciji, tega pa jaz ne poznam. Za župana sem mislil, da pravzaprav, kadar ne vozi pijan, da je trezen. Ne vem pa, kaj se dogaja pri vas v klubu. Ja, naj povem, da so nas v bistvu v letošnjem letu, pač govorim za plavalni klub Triglav, zrezali za 50% ali pa odstotkov. Zakaj? Neke razlage ni bilo točne, so sprejeli neke nove pravilnike, niti ne vemo zakaj. V glavnem se je iz tega izcimalo to, da smo poslali pritožbo, pa zgleda, župan pa podžupan imata preveč dela sama s sabo, pa nista uspela niti v roku 1 meseca niti odgovoriti, zakaj je temu tako. Tako da na žalost.
zgodba morda za miting. Hvala lepa torej še za informacijo o Ani, vmes že dvakrat mama, nekako pričakovano slovo. In pa še enkrat veliko sreče in hvala lepa.